Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Japonske. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo na nedeljski dirki. Kot običajno bo tudi tokrat naš komentar dirke za veliko nagrado Japonske razdeljen na dva točno ločena dela. V prvem se bomo ustavili pri vseh iztočnicah, ki nam jih je dala sama dirka. V drugem, nekoliko krajšem, bomo pa analizirali napovedi strategij in nato rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo seveda samo dirko. Tu je treba najprej poudariti, da je zmagovalec Andrea Kimi Antonelli imel veliko sreče. Srečo je treba znati izkoristiti, ampak ne smemo pozabiti na dejstvo, da je mladi Italijan imel tudi najboljše štartno izhodišče. Na kvalifikacijah je bil najhitrejši, ampak na samem štartu je zopet pokazal verjetno svojo največjo hibo, vsaj v tem začetnem delu letošnjega prvenstva. Videlo se je na upočasnjenih posnetkih, kako je z pogonskim parom koles enostavno zadrsal. In drugi so ga prehiteli po levi in po desni. Andrea Kimi Antonelli je se takoj znašel tam na 6. mestu. In trudil se je priti nazaj, ampak brez varnostnega avtomobila v pravem trenutku bi mladi Italijan morda z veliko truda prišel tam okrog zmagovalnega odra. Zagotovo pa ne do zmage. Verjetno največji osmoljenec v celotni situaciji je njegov moštveni kolega George Russell. On se je na menjavi koles ustavil krog pred tistim, ko smo videli vhod varnostnega avtomobila, in je tako bil najbolj oškodovan od vseh, ki so bili takrat na progi. In George Russell je poleg tega se znašel tudi v gneči. V gneči smo lahko spoznali, da Mercedes W17 nima takšne tehnične prednosti kot takrat, ko se znajde v lepem laminarnem zračnem toku, v zračnem toku, ki ni zvrtinčen. Andrea Kimi Antonelli je seveda izkoristil priložnost, kar mu moramo šteti v dobro, in na koncu je svojo prednost le povečeval. Drugi junak, mimo katerega ne moremo, je Oscar Piastri. Na tretji dirki letošnjega svetovnega prvenstva je v resnici prvič štartal. Bil je med kandidati za zmago ter bistveno boljši od njegovega moštvenega kolege Landa Norrisa. Lando Norris je svetovni prvak iz sezone 2025 in verjetno po dirki za veliko nagrado Japonske se mnogi sprašujemo, zakaj so pri McLarenu res odprli Norrisa v zaključku lanske sezone in ne Piastri. A treba je povedati, da Oscar Piastri je tudi po mojem zasluženo dobil naziv voznika dneva. Pokazal je pravo reakcijo. Videli bomo, kako se bo odrezal na naslednjih dirkah. In tu ne smemo niti mimo Ferrarija. Scuderia Ferrari, tako na papirju kot tudi v resničnosti, tretja sila s svojim S6 pomišljaj 26. Charlesu Leclercu je uspelo priti na zmagovalni oder, ampak
Malce je manjkalo, da ga ne bi prehitel že prej omenjeni George Russell. In tu ne smemo niti mimo dejstva, da Lewis Hamilton za Leclercem ne zaostaja toliko kot lani. A dejstvo je, da pri Ferrariju niso niti blizu onim tam spredaj. In zna biti tudi tu zanimivo do konca sezone. Pri Red Bullu bi lahko situacijo opisali kot globoka kriza. V določenih trenutkih dirke smo videli, da celo bolidi ekipe Racing Bulls so bili bolj učinkoviti, hitrejši, kakorkoli hoče. A verjamem, verjetno marsikoga izmed vas zanima moje osebno videnje glede tistega glavnega dogodka, ki je vplival na celotno dirko. Govorimo o nesreči, kjer je Oliver Bearman končal v zaščitnem zidu in posledično sprožil že prej omenjeno obdobje varnostnega avtomobila. Govorili smo že na našem srečanju v živo. Franco Colapinto je polnil baterijo. In s tem, ko je polnil baterijo, je enostavno vozil počasneje. A treba je tu poudariti nekaj. Franco Colapinto je vsak krog počel na istem delu prav to. Tako da so pri Alpinu in tudi pri Haasu vedeli, kaj počne. Ampak Colapinto je nenadoma zavil na levo. V tistem trenutku je v ozadju bil Oliver Bearman, ki je videl počasnega Colapinta pred seboj in seveda vrgel se je v tisto praznino, pritisnil gumb za boost mode in kar naenkrat mu je Colapinto zaprl prostor. In razlika med enim in drugim je bila približno 50 km/h. Seveda Bearman se je umaknil izven proge, da se je izognil trčenju, izgubil oblast nad svojim Haasom in končal v zaščitnem zidu. Malce se je tudi poškodoval, ampak nič hujega. In tu so že začele deževati obtožbe na FIO in na te hibridno-električne pogonske sklope, ki rabijo ta osovraženi clipping, da lahko sploh napolnijo baterije. Prvič, treba je povedati, da Franco Colapinto je res zaprl pot Bearmanu, ampak Alpin bi ga lahko obvestil, da v ozadju prihaja Bearman in da je hiter kot sneta sekira. Drugič, pri Haasu bi lahko vedeli, da imajo pred seboj počasnega Colapinta, ki je znan po tem, da rad zapira vrata in bi morda lahko tudi svetovali Bearmanu, počakaj ne skozi ovinek. Ampak na koncu smo videli splet okoliščin, ki se je na srečo končal res hujših posledic. In seveda, kot veste, je Bearman staknil samo močan udarec in nobenih trajnih poškodb. In tu je sedaj čas za razmislek. Franco Colapinto je znan po tem, da nima istega občutka, kot je na primer viden pri Georgeu Russellu. Ta se je znašel v podobni situaciji, ampak ni zapiral vrat. Po drugi strani imamo radijske zveze, ki služijo tudi temu, da se obvesti voznika, kaj se dogaja z njim. In logično je, da v tem primeru sami komisarji niso odreagirali s kakšno sankcijo ali preiskavo. Namreč Bearman se je v zid pognal sam in Colapinto ni napravil nič takega, kar ne bi videli že v prejšnjih krogih. Čeprav po mojem mnenju Colapinto tam na linijo ne bi smel iti. Ampak ubogi revež ni videl, kdo prihaja za njim. In treba je tu povedati, da podobne situacije so bile prisotne tudi v preteklosti. Ni bilo električno-hibridnega dela, ampak se je kdo izmed vas kdaj vprašal,
zakaj leta 1988 je Gerhard Berger zmagal veliko nagrado Italije. Če ne veste, vam priporočam, da si zgodbo ogledate. In verjetno boste razumeli, da je bila situacija podobna. A pustimo sedaj to. Videli smo seveda na progi dirko, ki ni bila nekaj izjemnega, ampak lahko bi dejali, da smo imeli možnost spremljati zanimivo dirko. Andrea Kimi Antonelli je čez noč v očeh mnogih, imenujemo jih poznavalcev, postal favorit. Na kanalu Budgersway smo o njem govorili najmanj v 2 preteklih letih. Ampak takrat, po mnenju mnogih, je bil Andrea Kimi Antonelli le en izmed mnogih. Da je mladenič talentiran, sem že mnogokrat opozoril. Tokrat je imel srečo, ampak srečo je treba znati tudi izkoristiti. In to je lastnost tistih pravih šampionov. Sedaj je Andrea Kimi Antonelli vodilni v skupni razvrstitvi. Pred nami je dolga pavza in zanima me psihološko, kako bo odreagiral George Russell. Verjetno bomo priča podobni situaciji, kot smo jo videli pri tovarniški ekipi Mercedes davnega leta 2016. In zanimivo bo videti, kdo bo na koncu izšel kot zmagovalec. A do takrat imamo še ogromno dirk, ogromno velikih nagrad. In tu je treba poudariti, da bo tudi zanimivo videti, koga bodo pri Mercedesu postavili na prvo mesto. Russella ali Antonellija. A poglejmo si za trenutek še napovedi strategij in tisto, kar so ekipe pokazale na progi. O tem smo v resnici že malce govorili v našem srečanju v živo, pred samim začetkom dirke za veliko nagrado. Pirelli je objavil različna videnja. In treba je povedati, da prvo in drugo videnje sta dokaj realni možnosti, medtem ko tretja in četrta varianta sta po mojem skromnem videnju precej fantazijski. Tisti del dirke, tisti stint na pnevmatiki mi nekako ne sovpada z onim, kar so ekipe pokazale na kvalifikacijah, na prostih treningih, ampak pri Pirelliju nekako bi morali vedeti, o čem pišejo. A pustimo sedaj to. Sam sem napovedal, da najboljša varianta je začeti na pneumatiki medium, nadaljevati na pneumatiki hard, en postanek in pika. Tako je bilo tudi na dirki. A rad bi vas opozoril na eno malenkost. George Russell, kot smo že omenili, je edini, ki je menjal brez izkoristka tistega obdobja varnostnega avtomobila. Torej, menjal je v tistem, recimo temu, idealnem trenutku, ki so ga izračunali inženirji. Njegov postanek je točno tam, kjer sem napovedal tudi sam, v 21. krogu. Torej, lahko smo dobili znova potrditev, da tudi mi, navadni navdušenci od doma, lahko pridemo do podobnih, če ne istih zaključkov, kot tisti tam na progi. A tudi tokrat za naš komentar dirke za veliko nagrado Japonske je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.